In edini razlog, zakaj sem jaz avto, ki se poslavlja, vzel na test, je to. Ampak če sem malo, ti si naročil mašino na netu, pa nataknil navaden bicikl. Ja. Na prvojskih bajrih sem prišel sem en avto posnet, pa sem tega modela srečal, vse tukaj so, 2-3 skozi, ne? Ok, avto za mojim hrbtom je Toyota CHR. Veš, ko se je moja poklicna pot v začetku leta 2017 na marsikakšen način lomila, sem bil jaz pred parimi orang preizkušnjami, veliko stvari se mi je dogajalo naenkrat. A veš, v začetku 2017 sem se poslovil od Ciola in šel na čist samostojno pot. In v tistih časih, v tistih mesecih sem se vsem spraševal pismo, a bo imela kakšna znamka Cojones mene povabiti v tujino. In prva mednarodna predstavitev, na katero sem šel v okviru komotar minute, je to bila Toyota CHR. Zato se je ta avto že po defaultu v štartu pri meni ful dobro zapisal. In od takrat je že kar nekaj vode preteklo. Avto, ko ga gledaš, se počasi, ampak ziher poslavlja. Ena pomembna stvar, preden te spustim naprej, podatek, ki sem ga dobil, pa to je zelo frišna informacija, praktično tik pred objavo. Poklicali so me s Toyota in povedali, da zato, ker se CHR, vlog, ga boš zdaj gledal, poslavlja, so za potencialne kupce avtomobilov imajo nekaj na zalogi, pripravili zelo nizko ceno 26.990 ob pogoju, da se odločiš za njihovo financiranje, kar čistko mimogrede priporočam, tudi jaz sem se, ko sem Darkota vzel in pol te to na koncu pride 149 na mesec. Ok, zdaj pa pojmo naprej, nazaj. No, se veš, kaj hočem reči. CHR je primarno v Evropi spisal na tako zelo uspešno zgodbo in za Toyoto je bil ta avto v času, ki je prišel, izredno pomemben. A veš, CHR je bil drugi Toyotin avto postavljen na platformo TNGA, to pomeni Toyota New Global Architecture, pa obenem je bila to ena prvih, če ne kar prva Toyota s tisto obljubo No More Boring Cars. Star je koliko? 7-8 let. In njegove linije čez celotno karoserijo so še vedno take, da provocirajo, izzivajo. Za božjo voljo, avto ima 2 spoilerja. In edini razlog, zakaj sem jaz avto, ki se poslavlja, tudi nekoga naslednika smo že videli, vzel na test, je to, da se od njega poslovi. Sedaj noš misel, tudi na Toyoti so malo debel gledali, ker sem zaprosil za testen avto, ampak so 1, 2, 3 enega najdeli. Jaz sem danes tukaj, da ti povem še kakšno stvar, ki jo mogoče nisi vedel. Za začetek, a ti veš, da je bil CHR zdizajniran, pa tudi inženirsko v celoti zasnovan v Evropi? Tukaj ga tudi izdelujejo in tukaj je valjda doživel tudi največji uspeh. Pa dobro, ko vržeš učke na kabino, je treba priznati, da se mu leta vse mečken poznajo, logično, to je nekaj najbolj naravnega, kar se zgodi pri ljudeh, pa pri avtomobilih tudi. Ampak temeljne vrednote, ki so ga naredile tako uspešnega, dobrega na cesti, konec koncev zaradi pogonskega sklopa tudi ekonomičnega, te je pa obdržal in te so v taki formi, kot te prvi dan. Ja, to so prevojene. Prej slej bo en propotov z enim frčetom. Kaj je to, navaden kolo? To je kolo z mašino. Čakaj, ampak tu si ti sam po svoje malo gor dal. Ja. Ampak če sem malo, ti si naročil mašino na netu, pa si jo kupil, pripeljal sem pa nataknil navaden bicikl. Ja. To so prevoje, stari. Ok, pojmo naprej, ker smo že glih pri pogonskih sklopih. Ne? To se pravi, tale CHR je opremljen s močnejšim, z 2.0 bencinarjem, oziroma gre za polnega hibrida, skupna sistemska moč je tam okrog dobrih 150 konjev. CHR ima dizelsko porabo, še vedno uspe držati korak z lahkoto. Na pol je pa tukaj še vozna dinamika. CHR je bila prva Toyota, takrat, ko je prišla, ko sem se jaz usedel za volan, pa sem jaz rekel, čak mal. Vi ste pa neki fejst spremenili. Vozil sem kupico enih tekmecev, vmes se nivo igre dviguje in pol vsake toliko časa po veliko letih spet peleš en avto, pa rečeš, aha, CHR drži korak s tekmeci tudi na cesti. Predvsem v tem, na kako naraven način zna združevati športnost pa udobje. In v tem pogledu me spominja na Darkota in to je eden največjih komplimentov, ki jih lahko CHR-ju sploh lahko dam. Preden so ta avto pred leti postavili na cesto, so se pohvalili, da so njegov podvozje natunali na Nürburgringu. A ja, ok, makes sense, da tudi po vseh teh letih na cesti še vedno odličen. Paš kaj je v bistvu še večji kompliment, ki mu ga lahko dam? V času testiranja tega avtomobila imam v pisarni pismo, mislim, da 6 ali pa 7 ključev testnih avtomobilov, pa da na koncu dneva rečeš, ej,
Jaz hočem sam dam, utrujen sem, rabim en udoben avto, ker se zna z mano dobro pogovarjati, nobenih ekstremov, je pismo. Ene dvakrat se je zgodilo, da sem pričakoval, da mu vzel druge ključe, ampak na koncu se pa dam odpeljal s tem. Je pa preglednost v tem avtomobilu zares malo švoh. To velja za voznika, za tistega, ki voz, ki nazaj pogleda, bolj švoh ven vid. Po drugi strani pa, se veš, sodobni avtomobili, pa kamere, pa takšne fore, ne bi smel biti problem. Še ena beseda, ki je mogoče malo nenavadna v povezavi s tem avtomobilom, ampak v resnici ni. Poglej recimo že vdolbine za mojim hrbtom, tam na stropu. Glejte, še takole pokažem. Ta beseda je pa diamant. A veš, o čem je hec? O tem sem že govoril. Pokaž mi avto, v katerem najdeš več diamantov, pa te v šusu pelem na per. A si pripravljen? Pazi zdaj to. 1000 diamantov, pa še 1000 diamanti. Lega, diamant. Diamant, diamant. Diamant, diamant. Diamant, diamant. Diamant, diamanti, 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 diamanti. Pač ta dizajn quirk furajo po celem avtu, meni se to zdi simpatičen. Ni pa to zdaj nekaj prelomenega, to pa drži. Ok, pa še ena stvar, mimo katere ne moramo. Omenil sem že, da prihaja naslednik. Naslednik bo dodatno oziroma bolj nabit s tehnologijo z različnimi pripomočki in bo seveda kot nova generacija tudi bistveno dražji. In glede na to, v kakšni formi je ta avto, velja razmisliti, da če iščeš ti avto v segmentu, ki je v tem trenutku, mislim, že nekaj časa, najhitreje rastoč segment, pa tudi najbolj popularen, to sprav, mehni, kupejevsko inspirirani SUV-čki, pol velja v njem tudi razmisliti. A veš, marsikdo išče dober deal v popularnem segmentu in takrat, ko prije pol nova generacija, takrat se splača kaj pogledati. Plus, to je pa čist, mislim, subjektivna bonus pika z moje strani, tale barva, what? In to je to. CHR lepo se mej, neki pravijo, da jih imajo še na zalogi, tako da to je, se mi zdi, en tak koristen podatek, pa tudi cena v primerjavi s tistim, ki prihaja, je kar ugodna, pravijo. Folk, lepo se mejte. Ajde, čau. Pa ne pozabi podatka, ki sem ti ga prej povedal, to se pravi 26.990, če vzameš Toyota financiranje, oziroma koliko smo rekli, 149 na mesec. Toyota, tole ste za rep ujeli, ker objava je zdaj čez par minut. Bom tako rekel, kdor je tale vlog pogledal, ima najbolj frišno informacijo glede cene tega avtomobila. To je to.